Danes sem predsedniku Državnega zbora, gospodu Dejanu Židanu, poslal pismo, v katerem mu predlagam, da Državni zbor izvoli Janeza Janšo za novega predsednika vlade. V skladu s 111. členom ustave sem bil opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin. Ugotovil sem, da kandidat uživa večinsko podporo in da smemo na osnovi tega pričakovati njegovo izvolitev za predsednika vlade. Prav tako se zdi utemeljeno pričakovati, da bo potem v marcu izvoljena tudi nova slovenska vlada. Kot predsednik republike izražam zadovoljstvo, da bo v tem smislu obdobje politične negotovosti po odstopu sedanjega premierja relativno kratko. To je za Slovenijo pomembno tako z vidika politične stabilnosti, kot z vidika nujnosti, da vlada opravlja svoje delo s polnimi pooblastili. Prav tako je važno, da lahko poleg rednih ukrepov uveljavlja zahtevne strukturne spremembe. V njenem mandatu jo čaka tudi predsedovanje Svetu Evropske unije. Gospe in gospodje, v času, ko opravljam naloge predsednika države, je zdaj četrtič, ko prihaja do zamenjave vlade. Na nek način smo lahko zadovoljni, da je vsakič prišlo do menjave oblasti brez problemov, po demokratični poti. V dveh primerih je šlo za odločitev za predčasne volitve, v dveh pa je za izvolitev nove vlade znotraj iste sestave Državnega zbora. Tudi to sme utemeljeno krepiti zaupanje v demokracijo, ustanove politične države in demokratično politično kulturo. Tudi tokrat, kot vselej, nove vlade kot predsednik republike ne bom ne podpiral, ne zaviral, temveč bom z njo sodeloval. Želim si, da bi bilo to sodelovanje tvorno, v korist naše države in vseh njenih ljudi. Gospe in gospodje, preden povabim k besedi kandidata za novega predsednika vlade, bi dodatno želel nasloviti 3 pozive. Prvi poziv. Glede nujnosti dialoga in sodelovanja brez slehernega izključevanja. To moje načelno stališče je vam in splošni javnosti dobro znano. Zdaj ga ob tej priložnosti še enkrat podčrtujem. Pomembno je sodelovanje med političnimi institucijami, sodelovanje vseh 4 predsednikov, sodelovanje med opozicijo in koalicijo, sodelovanje s civilno družbo. Skratka, odprt politični dialog in sodelovanje v korist nas vseh. V primeru nepremostljivih razlik in nasprotij si moramo prizadevati za to, da se te razlike in nasprotja ne bi poglobila v izključevanja ali celo v kakšno politično ali družbeno razklanost. Drugi poziv. Od vseh nas, tudi od novega predsednika vlade in njegove ministrske ekipe, pričakujem, da se bomo vzdržali izjav ali ravnanj, ki bi bile žaljive ali celo sovražne. Ni problem, če mislimo različno. Problem je, če različnost izražamo tako, da kratimo dostojanstvo drugega. Od vseh nas pričakujem, da bomo temu pozivu iskreno sledili in ga upoštevali. In slednjič tretji poziv. Živimo v času globokih in globalnih tehnoloških in družbenih sprememb. Zdi se, da se vse spreminja, vendar pa je po moje nekaj stvari, ki imajo trajno vrednost. To so demokracija, človekove pravice, vladavina prava in neodvisnost sodstva, neodvisnost medijev
in spoštovanje človekovega dostojanstva. Tudi v tem smislu pozivam vse nas in ob tej priložnosti novega bodočega predsednika vlade in njegovo ministrsko ekipo, da s svojim delom in ravnanjem okrepimo zaupanje v naš ustavni sistem in ovržemo sleherne strahove glede naših morebitnih pristranosti ali celo sovražnosti. Nenazadnje, živimo v času, ko je doma in v svetu več negotovosti in več nepredvidljivosti. Lažje se bomo svetu prilagajali ali ga spreminjali, če bo med nami vladala neka splošna atmosfera zaupanja. Glede tega smo poklicani vsi, jaz kot predsednik republike, predsednik vlade, njegova ministrska ekipa, državni zbor, vsi, državna oblast, tako izvršna kot zakonodajna. Ocenjujem, da živimo v nekem posebnem zgodovinskem trenutku, v domačem in v globalnem smislu, ko je z vidika politične oblasti posebej pomembno, da poleg zakonodajnega in izvršnega ukrepanja ohranja, neguje in razvija vključujoče in splošno pozitivno razpoloženje med ljudmi. Morda je to v teh trenutkih še celo bolj pomembno od kakšnega posamičnega ukrepa vlade ali državnega zbora. Od te sposobnosti za ustvarjanje takega družbenega razpoloženja je naš narodni in državni napredek v tem času, kot sem rekel, morda bolj odvisen, kakor od kakšnih posamičnih ravnanj. Na koncu, preden dam besedo novemu predsedniku vlade, njegovi ekipi, iskreno želim uspešnega dela, rezultatov v splošno korist in tudi seveda osebnega zadoščenja za opravljanje težkega dela.